Že smo pri sklepnem delu letošnjega srečanja. Jaz vse poslušalce še enkrat vabim, da se nama pri pogovoru pridružijo, in našo gostjo sprašujejo. Poskušali bomo sproti odgovarjati, na vaša vprašanja. Jaz bom pa na začetku, tako kot, vsakega gosta, magistro Barbaro Hanuš, predstavila. Ta predstavitev bo še kar dolga, ker je tudi njena kariera, pravzaprav, izjemno razgibana. Torej, magistra Barbara Hanuš je profesorica slovenščine in pedagogike ter višja knjižničarka. V osnovni šoli je delala kot šolska knjižničarka, šolska pedagoginja, učiteljica podaljšanega bivanja in učiteljica slovenščine. Profesorica slovenščine je bila tudi na srednji šoli, prav tako je delala v programih za odrasle. Veliko izkušenj ima pri delu s priseljenci in slovenskimi izseljenci v Bosni in Hercegovini. Bila je strokovna sodelavka revij Ciciban in Cicido in je članica uredniškega odbora na portalu Družinska pismenost. Je avtorica beril, delovnih zvezkov za osnovne šole, priročnikov za učitelje, didaktičnih nalog zbirki Modri medvedek in Briht Naglavca, ter številnih strokovnih člankov s področja bralne kulture in bralne pismenosti. Svoje prispevke je objavljala v različnih revijah, velikokrat tudi v reviji Otrok in knjiga, ki jo izdaja Mariborska knjižnica. Sodelovala je na številnih mednarodnih posvetovanjih in se izpopolnjevala v Mednarodni mladinski knjižnici v Münchnu. Leta 2010 je dobila priznanje slovenske sekcije IBI in, del obrazložitve te nagrade mogoče najbolj strne, raznoliko, delo. In sicer pravi tako: nagrado je dobila za aktivno delovanje z mladimi bralci, za delovanje na področju promocije mladinske književnosti in branja, za posredovanje svojih izkušenj, za promocijo mladinske književnosti v medijih in strokovnem tisku in za kontinuirano kritiško delovanje na področju mladinske književnosti. Se bojim, da sem verjetno tudi kaj spregledala ali pa pozabila. Ne. Ne? V redu. Je res, izkušnje in kariera so se mi res zdele impozantne pravzaprav, ampak vseeno, če bi pa morala imenovati neki temelj ali pa skupni imenovalec vašega dela, bi pa to bila književnost. Književnost v vseh pogledih in, še zlasti se osredotočate na recepcijo književnosti, verjetno zato, ker je književnost tako zelo odprta, da omogoča poti in bližnjice do marsikaterega posameznika, pa ne samo posameznika, ampak tudi cilja in področja. Dober dan vsem in najlepša hvala za povabilo. In hvala tudi za zelo zanimive 3 dni predavanj, bila so odlična. Tako da danes pa se srečujemo kar simbolično na Dan učiteljev, na svetovni dan učiteljev, tako da želim voščiti vsem, in beseda učitelj se mi zdi kar malo preozka, torej voščim vsem pedagogom, kajti tisti, ki ste tu iz splošnih knjižnic, ste prav tako, tisti, ki se dotaknete obiskovalcev, bralcev. Tako da vse najboljše ob prazniku. In če pogledamo besedo književnost, bi sama morda kar zraven dodala besedo pedagogika. Delala sem 10 let kot šolska pedagoginja, a sem si želela v šolsko knjižnico, ker se mi je zdelo, da bom tam tudi delo pedagoga na neki način lažje opravljala. Torej, v šolski knjižnici sem videla ogromno priložnosti, da prek književnosti najdem stik do mladih, otrok, ali je to osnovna šola, srednja šola, in da ob različnih literarnih delih z njimi spregovorim tudi širše o življenju, o vrednotah, o težavah,
Torej, šolsko knjižnico zaznavam kot en prostor, kjer se srečujeta. Poleg književnosti je seveda tista, ki jo ponudimo otroku, ampak ob tem vidim res prostor, kjer lahko ponudimo še veliko, veliko več. Je drugače kot v razredu, sem učila, tako kot ste povedali, in v osnovni in v srednji šoli, ampak vendar se mi je zdelo to podajanje književnosti, ki sem ga lahko v šolski knjižnici nudila učencem, še drugačno, še globje, da sem še bolj lahko se približala vsakemu posamezniku. Hkrati pa želim književnost povezati tudi s tem, da sem 9 let poučevala v tujini, torej v Bosni in Hercegovini, in sicer učence, ki so se učili slovenščino, ker so bili njihovi predniki Slovenci, in tam je pa bilo tako, da je bil učni program izredno svoboden, odprt. Torej, jaz sem bila tista, ki sem odločala, kaj bom pri predmetu, pouk slovenskega jezika in kulture, to se mi zdi bistveno, kaj bom delala, in tukaj se mi je pa književnost seveda kazala še mnogo, mnogo širše in mi je odpirala veliko možnosti za delo. Ja, zdaj sem se spomnila naslova enega vašega prispevka, ne vem, če ga bom znala citirati, ampak glasi se, šola nam daje napačno informacijo ali napačen vtis o književnosti. Res je, nekaj takega sem na posvetu bralnega društva predavala, ker sem opažala, predvsem recimo prvi letnik srednje zdravstvene šole, ko se mi zdi, da je izjemno pomembno že, da pravzaprav s temi mladimi spregovorimo o tem, da bodo delali z ljudmi in kako pomembno je razvijati njihovo empatijo tudi ob besedilih. Ampak kako sem poučevala in seveda sledila tudi kot nekako nova tem kolegicam, da smo hkrati predelovali iste teme in podobno, se mi je zdelo, da smo mnogo preveč hiteli, da nekako ni bilo časa za neko poglobljeno delo z besedilom, delali smo seveda na odlomkih zelo veliko, marsikaj se mi je zdelo, da ni blizu tem mladim, čeprav seveda trdim, da se da klasična besedila tudi izjemno dobro aktualizirati. Recimo Romeo in Julija je zagotovo besedilo bilo, ki smo ga lahko krasno obdelali, ker pravzaprav neuresničena ljubezen, želja po bližini z nekom, to so stvari, ki so univerzalne v vseh obdobjih in jim lahko približamo. Ampak še vedno se mi je zdelo, da ne morem nekako dati točno tega, kar bi rada. Je pa književnost sigurno polje, kjer se pokažejo čustva, vrednote, ob katerem se nam otroci odprejo. Ravno zato se mi zdi to, da zdaj razpravljamo o družinski pismenosti, izjemno, izjemno pomembno, kajti skupno branje otrok in staršev zagotovo vpliva na medosebne odnose. Zagotovo. Ima vpliv ne samo na razvoj govora otroka, ampak tudi na nek občutek povezanosti, navezanosti, na tisti skupni čas. In ob književnosti je seveda fino, če tudi v knjižnicah, ko otrok knjigo nazaj prinese, ko nas sprašuje, kaj bi se sposodil in podobno, da poskušamo še nekaj več kot samo, a tako vsebino knjige boš, ampak da poskušamo še nekaj več o tem spregovoriti. Ja, to je tudi moja izkušnja. Jaz mislim, da otroci pravzaprav, jaz nikoli nisem dobila, res je, da sem bila zaposlena v knjižnici, nisem dobila, da bi imeli zelo veliko averzijo do branja, oziroma se jih je dalo z nekaterimi predlogi ne s tako zelo veliko truda prepričati, da so si knjigo izposojali. Predvsem pa sem bila fascinirana nad tem, o tem pišete tudi vi, kako zelo radi se pogovarjajo o knjigah. Torej, najprej o tem, da proces branja niti ni zelo enostaven,
Potem pa izmenjava teh mnenj. In če smo jih spoštljivo sprejeli, če smo se tem mnenjem čudili, če smo jih primerjali, če smo ugotavljali, da je književnost pa res, da v književnosti ni pa pravzaprav nič narobe, da lahko vsak vidi po svoje, da je to prav, da je to dodatna vrednost, je to v tistih razredih, ki so prišli na obisk v knjižnico, pravzaprav kar vrelo in brbotalo. Jaz sem prepričana, da otroci pogovor pogrešajo. Vemo, da je sodobni čas tak, da pogosto so v stiku z vrstniki tudi prek telefonov, predvsem govorim zdaj o najstnikih, ne o najmlajših, da tudi starši so veliko odsotni, ali pa tudi neka značilnost najstnika je jasno, da se nekam umakne, da noče biti v prostoru in poslušati, kaj ga sprašujejo in podobno, ampak vendar, če ga nagovorimo na pravi način, pogovor pogreša in se odpre, mu je lepo, da se nekdo za njega iskreno zanima. In seveda to ni, če opazimo recimo, da je nek dogodek se zgodil, ne moramo pristopati direktno s tem vprašanjem, ampak je zelo lepo, če smo nekaj brali na to temo in da potem nam je besedilo, kjer se neki literarni osebi dogaja nekaj, da nam je izhodišče in da gremo potem na to, kaj pa vi, a ste vi že kaj takega doživeli, kaj pa vaš prijatelj, mogoče niti ne, da gremo osebno, ampak kaj bi pa vi prijatelju svetovali, če bi tako in tako razmišljal, kako bi vi to razrešili. In tukaj se mi zdi, da se odpirajo in knjižničarjem in učiteljem, neke vzgojiteljicam, seveda tudi že v vrtcu, neke velike možnosti, da svoje učence spoznamo. Tukaj se nam odprejo ob literaturi na nek drug način in to, da jih poznamo, je seveda tudi za nas lažje. Lažje načrtujemo delo. Jaz govorim o tem delu tudi v Banja Luki rada, ravno zato, ker sem imela pa manjše skupine, približno 15 v skupini, včasih še kakšen manj, nekako med 10 in 20, ampak tako. In o tem delu govorim tako rada tudi zato, ker smo ob delih, ne samo literarnih, tudi poučnih, veliko smo brali v Sloveniji, veliko gradiv različnih, gradivo je bilo pa vse. Torej, bralno gradivo je bil tudi recimo nek prospekt nekega mesta, je bil jedilni list neke restauracije. Jaz sem vse povsod pobirala različna gradiva in ob teh stvareh se je nek pogovor razvil. Tukaj pa govorimo o učencih starih od 5 let pa do 85. Torej in o otrocih in o odraslih in izkušnja je pravzaprav enaka. Pogovor se lažje razvija, če imamo neko osnovo, nekaj, na čemer gradimo, od tu pa potem speljemo naprej. Ja, mislim, da to zelo drži, no, in da te izmenjave mnenj, zlasti v zvezi s knjigami, ki se potem navezujejo tudi na naše življenje in predvsem na naše čustvovanje, ker književnost pravzaprav res je v največji meri stvar čustev, bolj kot analiz. V glavnem, da te izmenjave imamo bralci nasploh zelo radi. Prej ste omenili, omenili ste to, da ste bili, v bistvu ste zelo pri izbiri gradiv za branje, ste zelo liberalni. Zdaj ste povedali, da ste tudi letake, stripe, vse, kar je mogoče, v glavnem o tem ste tudi pisali. Se pravi, niste imeli nobenih zadržkov pri izbiri gradiva, vedeli ste, kaj vaša skupina potrebuje. Tako, to se mi zdi zelo bistveno, se mi to zdi. Danes je tudi Irena Miš-Svoljšak na začetku en stavek citirala, kako pravzaprav lahko poiščemo za vsakogar neko primerno bralno gradivo. Torej, tisti, ki ne bere rad, pomeni, da še ni našel nečesa, kar ga bo resnično pritegnilo. In zdaj mi ne moremo vnaprej vedeti, kaj ga bo pritegnilo. Jaz tudi kot knjižničarka sem vedno rekla, lej, če ti ne bo v redu, sam prines. Poglej, koliko knjig
je tukaj, prinesi nazaj in bomo. Se rekla, morda ti takoj na začetku ne bo v redu, pa boš le še malo prebral, pa boš ugotovil, da je zanimivo, ampak če pa ne, pa prinesi. Meni se zdi za razvoj pismenosti tako ena taka zelo, zelo pomembna stvar, da bi bilo čim več gradiv na voljo. Recimo v prvem triletju, v vrtcih vemo, da imajo kotičke, da imajo tam revije, knjige in je to zelo, zelo pomembno. In 9-letka je bila zamišljena kot delo po kotičkih, torej eden izmed kotičkov zagotovo bi bil tudi bralni kotiček z revijami, knjigami. In meni se je zdelo, da to vedno bolj usiha. In sem letos, ko sem prišla v Koper k študentkam razrednega pouka, predstavljati revijo Ciciban, in so ravno prišle iz prakse in sem jih vprašala, to niso študentke s Primorske, vemo, da študirajo v Kopru iz cele Slovenije. In sem nekako 100 študentkam zastavila vprašanje, v kolikih razredih, naj dvignejo roko, je pa bil zadaj bralni kotiček. In dvignila se je ena roka. In to se mi zdi nekaj, kar je zaskrbljujoče. To se pravi, jaz bi si želela, da bi bilo gradiv bralnih revij. Na revije bi še posebej opozorila, ker smo prvi dan pri raziskavi bralne pismenosti slišali, posebej je bilo izpostavljeno, da revije pa berejo te 15-letniki. To se pravi, tam so kratka besedila, ki so jim zdijo zagotovo lažje obvladljiva, lahko seveda berejo samo naslove in preletijo slikovno gradivo, ampak nekje so v stiku s tiskanim gradivom. In jaz bi si zelo želela, da bi recimo v razredih bilo zadaj in da bi bila to nagrada, da bi nekdo, ki bi hitro rešil matematične naloge, da bi ga učiteljica brez vprašanja, da bi bilo to nekako dogovorjeno, da gre lahko zadaj in tiho seveda prebira knjigo, ki mu je všeč, ki mu je blizu. In da bi učiteljica te knjige menjala, glede na temo tudi, torej tudi poučne, seveda, glede na temo, ki jo v razredu obravnavajo, da bi s knjižnico šolsko, splošno, katerokoli nekako na ta način sodelovala. In tukaj se mi zdi velika priložnost, ki pa, kolikor se mi zdi, ni dovolj izkoriščena. Morda me bodo poslušalke popravile, zagotovo na nekaterih šolah to odlično deluje, sem prepričana, ampak to, da si ti obkrožen z bralnim gradivom, to je sigurno ena fina motivacija in da si sam lahko zbiraš, tukaj govorim tudi o nebralcih seveda, otrok prvošolec, ki ne bere, se umakne in knjigo lista, se ustavi ob kakšni ilustraciji. To se pravi, tudi to so pomembni stiki s knjigo. Ja, to je verjetno, zdaj razmišljam, tako kot raziskave kažejo, da ne samo izposoja knjig v knjižnicah, ampak tudi knjižnica domača, bi bila verjetno pomembna tudi knjižnica v razredu. Se pravi, res to, kar ste rekli, obkroženost s knjigami. Nisem pa bila pozorna, pa se zdaj spomnim, da revije pa najstniki oziroma otroci berejo, kar se mi pa zdi zanimivo, glede na to, da pa tisk revij pa upada, ne? Ja. Tiskane revije upadajo, ampak ja, zanima neka diskrepanca, ne, očitno nastaja na tem. Ampak so ravno prvi dan, jaz sem si posebej napisala, je bilo izpostavljeno, da revije pa berejo. Sigurno jim je to lažje. Tako. In zdaj moramo vedeti, da seveda tudi revije priporočajo knjige. Ciciban ima recimo pižamovo bradno značko, to se pravi Boštjan Gorenc pižama, vsak mesec priporoči eno knjigo in 1, 2, 3 otroci potem to tudi komentirajo, zakaj jim je ta knjiga všeč. Tudi Pil ima rubriko Bralni grižljaj in celo zanimivo je, da jo ureja Katja Strgar, ki je trenutno direktorica Javne agencije za knjigo, je bila pa prej sodelavka uredništva Pila in nekako je očitno res to želela nadaljevati ta bralni grižljaj. To se pravi, tudi revija je lahko ena pot naprej k zanimanju za branje. To se mi zdi, da se povezuje tudi s tem,
kar smo v teh 3 dneh tudi poslušali, kako je pomembna neka splošna podpora branju. Torej vse, da se vsi povezujemo, da vsi sodelujemo, kdorkoli lahko tukaj pripomore en kamenček in nekaj naredi, zato da je kakšen bralec več, pa da se kakšna družina čuti nagovorjena, vse to štejemo kot plus, kot dobro. Ja, zdaj res razmišljam tudi pri nagradah, recimo, da pri podeljevanju nagrad morda pa res manjka tudi nagrada, ki bi se ukvarjala z oklevajočimi bralci, ker teh pa pravzaprav je tudi zelo veliko. In ti, vsaj v knjižnicah, so tista populacija, ki bi jo morali najbolj nagovoriti in pridobiti, ne? Ampak te nagrade, te knjige načeloma res jih prepoznavamo kot kvalitetne, ne pa toliko, da bi bile tudi nagrajene, ne? Jaz sama sem bila oklevajoča bralka, dolgo nisem začela brati, zelo dolgo. Hčerka moja je bila oklevajoča bralka, ni bilo videti, da bo kakšen napredek, tako da se mi je potem vedno zdelo kot strokovnjaki, joj, mogoče ji pa preveč berem, ampak seveda ni bilo tako. Ona je bila nek 4. razred in prva knjiga, nobene slikanice nisem samostojno prebrala, ampak prva knjiga, ki jo je prebrala, so bili Jalnovi bobri. Brez vseh težav. To se pravi, v njej se je to kopičilo, skladiščilo in nekako tako, da jaz trdno verjamem, da vse, kar vložimo z dobrim namenom, kar se trudimo, da se nekje potem tudi pokaže. Te knjige, ja, za oklevajoče bralce pa potrebujemo, ker otrok se hitro tudi prestraši, ko mu ti ponudiš malce debelejšo knjigo, malo manj ilustrirano. Otrok hoče se počutiti varnega, da bo nekaj zmogel. Želi se počutiti kompetentnega, da bo pohvaljen in podobno. In tukaj potem moramo zelo iskati, kaj otroku dati. Jaz sem delala več let na osnovni šoli Livada, v šolski knjižnici, to je šola v Ljubljani, kjer smo takrat, danes je majčkeno obrnjen že ta procent, ampak ko sem jaz prišla, je bilo 90% priseljencev. Torej praktično slovenskih otrok, slovenskih družin sploh na šoli ni bilo, ker je veljalo, da je to neka geto šola in so želeli se drugače drugam upisovati. In v teh letih, jaz sem medtem tudi me ni bilo, sem bila v tujini, sem se kasneje potem vrnila, v teh letih se je naredil velik preskok, ravno v pojmovanju šole, ravno v tem, da smo pokazali, da smo mi tisti, ki znamo delati z njimi, znamo delati drugače, na tak način, da tudi napredujejo. In jaz sem vedno pač iskala tudi gradiva, ki so primerna za učence s slabšim znanjem slovenščine, in moram reči, da sem bila nad nekaterimi učenci, nad njihovim bralnim razvojem očarana. Resnično, predvsem otroci sem opazovala, to sem celo še pred 2 letoma pri enem bratu in sestri opazovala. Tisti, ki pridejo z nekim trdnim temeljem maternega jezika, se potem lahko, res je, da pri nas je večinoma iz Bosne to populacija, so tudi iz drugih držav in je seveda težji ta prehod, ampak ta brat in sestra recimo iz Bosne, potem precej hitro začnejo brati tudi v slovenščini, če jim primerna gradiva poiščeš. In moja izkušnja je bila, da so bili ti otroci priseljenci izredno radi v knjižnici, ker je bil to nek varen prostor za njih, in navdušeni so bili nad knjižnico, ker so večinoma prihajali iz okolij, ker šolske knjižnice v taki obliki, tako bogate, s takimi kotički tudi za osesce in podobno, niso imeli. In to njihovo navdušenje in potem, da bodo oni brali za bralno značko, to se jim je zdelo nekaj strašno imenitnega. In če je to povezano s čustvi, seveda potem tudi bralni razvoj lepo steče. Ja, in tudi v bistvu za priseljence, mislim, da ste v enem od prispevkov napisali,
Za priseljence pač ni zelo veliko gradiva, da pa vi s tem nimate toliko težav, ker ustvarjate tudi sami. In to je res, da so za večino vaših del je značilno, da so zelo kratka, dostopna najbolj obotavljivim bralcem, ampak kar se mi zdi pomembno poudariti pa je to, da ne gre pri vaših delih za preproščenost ali pa podcenjevanje bralca, ampak za zelo premišljen postopek, skozi katerega želite v književnosti transparentno pojasniti zapletenost tega sveta na zelo, zelo preprostimi izraznimi sredstvi. In to je silno težko. Ja, sigurno. Moja prva knjiga, Mali morski ježek in mala morska deklica, je izšla, ko sta bila moja otroka mlajša, mislim, da je zdaj 25 let, kar je Ja, izšla. leta 98, ja. Tako, celo veste. Ja, In zagotovo ni bila taka. O teh stvareh sem začela razmišljati kasneje, potem sem zapisovala različne zgodbe, izhajale so v takratni Otrok in družina, kar nekaj zgodb, potem v Cicibanu. In sem se počasi brusila tudi zato, ker seveda v Cicibanu so iskali kratke tekste za prva branja. In mi je bilo to tudi blizu. In ko sem na osnovni šoli Livada začela delati in razmišljala tudi o vlogi maternega jezika, ker to še enkrat poudarjam, če je materni jezik dobro utrjen, bo ta transfer na učenje slovenščine boljši, zagotovo. In takrat sem razmišljala, kaj pa jim ponudim še, da bi prva knjiga za bralno značko bila v njihovem jeziku, da bi potem iz tega izhajali, da bi na popoldanskih urah pravljic vedno bilo nekaj tudi v njihovem jeziku, da bi imeli občutek, da so sprejeti in podobno. In takrat sem te kratke zgodbe o Jakobu in Mici, kar nekaj jih je bilo, 21 recimo, sem vprašala založbo Miš, ali bi jih zanimalo to kot večjezično. In tako kot je danes gospa Irena Svoljšek-Miš povedala, mi smo se obrnili na gospo Budar najprej, torej, da bi bilo tudi za dislektike. Z mislijo, da res bi bila dostopnost teh knjig dobra, in izbrali smo 3 teme, 3 praznike. Ker prazniki so tisti, ki veliko povedo o naši kulturi. Kako praznujemo rojstni dan, kako praznujemo decembrske praznike. Tukaj mi je celo žal, da sem dala naslov Novoletna smrečica. Kasneje sem razmišljala, da bi morala biti samo smrečica, kot nek simbol zime in da bi vsak lahko na to svoj praznik zimski dal, in pa maškare, ki se mi tudi zdijo, da so otrokom zelo pomembne in smo jih izdali v teh različnih jezikih. In ko sem videla ta sprejem teh otrok v lastni knjižnici na Livadi takrat, sem videla, da smo naredili dobro. To se pravi, da je otrok bral v svojem maternem jeziku, da je hkrati bral že v slovenščini, ker se jo je učil, ker seveda slovenščina je učni jezik, jezik okolja, in je bistveno, da se jo dobro nauči, in da je nesel knjigo domov sorodnikom in se je pohvalil s tem. Je rekel, poglej, v naši knjižnici je pa tudi v makedonščini ta zgodba. In so sorodniki to pogledali kot neko vrednoto, da je nekaj. Tako da tukaj se mi zdi, da pri priseljencih imajo te večjezične zgodbe kar pomembno vlogo, tudi v tem smislu, da nekdo, ki je prišel iz druge države, vrstnikom, ki govorijo slovenščino, predstavi ob tem lahko svoj jezik. In prebere v albanščini, pa nihče ne bo ničesar razumel, ampak mi smo prebrali v slovenščini, torej zgodbo razumemo, slišimo pa zven te albanščine. In to je pozitivna motivacija za otroka. Ja, pri čemer gre verjetno tudi za neko potrditev, če se spomnim na včerajšnje predavanje gospe Kočevar, ko je govorila o Kamišibaju, ki je uspel tem romskim otrokom, kako veseli so bili, to je bil najsrečnejši dan, končno te potrditve, ne, tudi pri tem gre verjetno tudi za to.
Točno to. Oni so izjemno ponosni, izjemno. In jaz sem imela recimo srečo, da sem na Mladinski knjigi imela tudi dostop do določenih gradiv, ki so se tiskala v Sofiji, v Sarajevu, v Zagrebu in podobno. In to je bilo zdajle pred kratkim, pride deklica iz Bolgarije, čisto na novo, in jaz ti rečem, a veš, da imam jaz kapitana Gatnika v bolgarščini? Torej se je nje zdelo, da je prišla malo manjka domov. To je bilo tako veselje. In jaz sem to knjigo celo podarila lahko, no. Toliko sem jih imela, sem rekla, lej, to je zdaj zate, da boš vedela, da tudi tukaj, ker si zdaj v Sloveniji, da lahko tudi še v svojem jeziku bereš. Nje se je zdelo, da se je svet odprl. Ja, včeraj smo poslušali zelo dobro to, o tem stiku z romskimi otroki, in njim to veliko pomeni. Mi si morda mislimo, pa saj oni nimajo knjig, pa saj kaj bomo, a zdaj se bomo pa z njimi ukvarjali, saj imamo tukaj le dovolj drugega dela in podobno. Ne, veliko jim to pomeni. Anka, imamo vprašanje? Gospa Anka, ima izključiti? Ja, imamo en komentar, ki se tiče knjižnih kotičkov, še na prejšnjem temo, ki smo imeli. In sicer gospa Anica Benedičič pravi, to je pa presenetljiv podatek, na naši matični šoli in 3 podružnicah imamo knjižne kotičke za prvih 5 razredov. Poleg knjig so dodani tudi starejši izvodi revij. Mesečno se zamenja vsaj toliko knjig, kot je učencev v posameznem razredu. Otroci so kotičke zelo lepo sprejeli in občasno pomagajo tudi pri izbiri knjig za v svojo učilnico. Učenci od 6. do 9. razreda pa imajo v učilnicah različne revije, ki jih prebirajo med odmori. Odlično. Jo, zelo, zelo pohvaljeno. Tako bi moralo biti in jaz se čudim, da v bistvu ni več tako, ker se mi zdi to res, res pomemben vpliv na bralno vzgojo. Če greva naprej k vašemu ustvarjanju, poleg te enostavnosti, za katero pa je zelo veliko dela in razmisleka, je še ena stvar, ki se meni zdi zelo težko ustvarjati, in sicer pišete o vsakdanjem življenju neprikrajšanih otrok v glavnem. Se pravi, v vaših knjigah pravzaprav ni težav, ni pustolovščin, ni domišljijskih, ampak so res bolj ali manj vsakdanje stiskice otrok, ki jih otroci sicer res jemljejo zelo resno, tako kot recimo Obliž za moč in Pogum, ampak vseeno o tem je, o vsakdanjem življenju, kjer se pravzaprav nič ne dogaja, je pravzaprav veliko težje napisati knjigo, kot o tem, kar sem rekla prej. Ja, opazujem igro svojih vnukov, vnukinje, opazujem njihove težave, o katerih bi morda lahko na prvi pogled rekli, saj niso nič posebnega, ampak seveda njihova trma je lahko zelo, zelo močna. To je recimo ta zgodbica Kuhanje mule, ki je kar dramatično se odvija včasih. Potem kakšna slaba volja, pa je zgodba Dobra volja, ko fanta sprašujem, kam bosta spravila dobro voljo, in jaz še vedno, kadarkoli kam gremo, vedno rečem, a imate dovolj dobre volje s seboj, in tako. In ta Obliž za moč in Pogum, mislim, da se je kar lepo prijel, so mi kar ponekod rekli, da imajo take obliže, ali v knjižnici ali v razredu, in da ko je kaj hudega, oni tako kot jaz, kot babica, oni to potem pomagajo z nekim obližem. Torej, vsakdanje življenje zagotovo prinaša en kup stvari, recimo tudi vaje v branju, pa imam zgodbico Motor za branje, kaj vse Marko naredi, preden začne brati, pa kakšne menjave črk, o garderodi recimo, ko je garderoba postala garderoba in podobno. Torej tudi tako res vsakdanje življenje, ne vem, samo odhod na morje
ali pa sprehod na morju, mimo vseh teh kioskov, ki ponujajo en kup stvari. Tudi to je lahko ena dramatična zgodba, ki jo seveda mi potem s pogovorom nekako rešimo in ovijem to majčkeno v humor. Tukaj pri Jakobu mislim, da še ni bilo tega humorja, tako izrazitega, kot je zdaj, ko ga doživljam ob vnukih in so nekatere situacije resnično na eni strani za njih resne, ampak potem se temu tudi uspemo vsi nasmejati in potem je seveda mnogo lažje. Tako da tukaj poskušam tudi dati v zelo, zelo preprostih zgodbah, v kratkih stavkih, tudi nek pogled v vsakdanje življenje družine, ki ni idealno seveda, ampak vse sorta pride in gremo čez to, pa spet nekaj lepega, pa spet neke težavice in podobno. Ja, gre pa pravzaprav za zelo natančno opazovanje in za zelo natančno življenje v svet otrok, ki jim pravzaprav res je življenje zelo dramatično. Vsakdanje življenje za otroke je dramatično. Njihov jok je zelo zaresen. Njihov jok ni kar tako. Ja. To in cepetanje in misel, da jim nekaj pripada in podobno, to so kar zelo zaresne stvari. In postavljanje mej je resna stvar. To ni nekaj kar tako. Ja, to je res. Ampak kljub temu, ko govorijo o tej vsakdanjosti, pa o tej preprostosti, je pa vseeno najti kar nekaj tem skrijete v svoje ustvarjanje. Recimo, jaz sem jih nekaj našla. Našla sem, recimo, govorili ste, prej ste omenili Mali morski ježek in Mala morska deklica, ker ste govorili o ekologiji že leta 1998, ko to še ni bila neka tema. Ekologija se vam ponovi tudi v Beti in Cej nakupujeta. Ravno ta potrošništvo in ekologija, se mi je zdelo zelo v redu, ker so tudi zelo zanimiva kombinacija, malo tudi presenetljiva, ker so tudi besedne igre, medbesedilnost. In še ena stvar, na katero sem bila pozorna, to je zamenjava vloge očeta in mame pravzaprav, ne. Očka tam kuha, mama pa otroke odpelje v trgovino. In pa še, to pa omenim zdaj, pa bi mogoče pustili za kasneje, odgovor še kasneje, je pa obravnava starejših. Tudi ne samo v književnosti za odrasle, tudi v mladinski književnosti, v otroški književnosti, namreč starejše ljudi slikate zelo neklišejsko, zelo drugače, kot smo vajeni sicer v mladinski književnosti. Ja, mogoče se tule vrnem še na tole Beti in Cej nakupujeta. S to knjigico zelo veliko delam po skupinah, ker se ne berem jo v celoti, ampak bolj kažem in se pogovarjamo, ampak potem delam s tem škratom seveda in si izmišljujemo besede in se da zelo lepo naprej s tem delati. Ampak a veste, da je veliko otrok, ki me vprašajo, ja, zakaj pa tukaj očka kuha? Kako jim je očka pripravil juho? Ampak pri nas so vloge take, recimo v naši družini, in je očka, dedek tisti, ki pogosteje kuha. Tako da je zanimivo potem tudi to, ko jaz rečem, ja, zakaj pa ne? Ja, moj pa ne zna in podobno. In je spet en tak pogovor lahko. Pri starejših pa se mi seveda zdi tudi izjemno pomembno poudariti, da sedanji babice pa dedki nismo neki onemogli starčki, večinoma smo celo še v službah, in da imamo pa majčkeno drugačen odnos do vnukov kot starši, ker imamo seveda bistveno manj odgovornosti, praktično nobene, ampak jih imamo lahko za hec, za igro, za peljati v gledališče, peljati na izlet in podobno. In potem pri nas je seveda tako, da vir tega humorja je pogosto tudi dedek. Recimo ena prvih zgodb, ki je bila napisana, je bila čisto po resnici, o rojstnem dnevu fantka Kevina,
prvem rojstnem dnevu, ko sem jaz odpeljala Marka in Luka na jezero, mi smo se veselo kopali in ko bi prišli domov, naj bi bila torta in ko smo prišli, je moj mož rekel, tako me trebuh boli, celo torto sem pojedel. In otroka sta to verjela. Predvsem Luka, njemu se je svet podaril, dobesedno, tako da je tukaj, jaz sem potem to zelo, saj smo speljali tudi doma, ampak resnično se bo je podaril svet. To je bila ena prvih zgodb, ki je bila napisana, ko sem videla, kako zares določene stvari otroci vzamejo. In ta humor dedka, ko je recimo, ko jih vodi na Dobro goro in je to čokoladna gora, ker vedno iščejo čokoladice, pa zgodbica, zakaj morajo dedki v šolo, ne? To naši dostikrat rečejo, dedi, pojdi z nami, da boš ti kaj nas naredil in podobno. No, tako so v bistvu zelo, zelo vsakdanje situacije, ob katerih pa poskušam, da bi se tudi malo nasmejali in hkrati, da bi se videlo, da mnogi otroci imajo še pradedke in prababice. Torej, ni več čisto tako, da bi zdaj dedek bil pa nek sklonjen možiček s palico in babica z ruto, ki bi samo kuhala in podobno. Torej, te podobe se zagotovo spreminjajo, dedki in babice smo aktivna populacija, ja, in pripomoremo pač, kolikor moramo. Ja, ker mislim pa, da vseeno v književnost še to ni do te mere prodrlo. Jaz ne vem, ne spomnim se, da bi kje drugje zasledila, da slika starejše ljudi, torej dedka in babice na tak način kot vi. In še nekaj se mi je zdelo, to se mi zdi zelo pomembno, da jih slikate na ta način, da so aktivni. In predvsem, kako se vaši širši družini, v vaših knjigah res postavi sodelovanje treh generacij. Ko že govorimo o tej medgeneracijskem sodelovanju, se mi je zdelo to posebej pomembno izpostaviti, se pravi rušenje teh predsodkov o starejših ljudeh in medgeneracijsko sodelovanje pri celo treh generacijah. Ja, seveda, vsak lahko nekaj da. Danes je Irena predstavljala tole kartonko Na oko koli, ne? In seveda, ker imam jaz pregled nad mladinsko književnostjo, otroci vedno gledajo, kaj bomo delali, kaj bomo gledali, in ta Na oko koli od Maše Ogrizek in Mihe Haja je ena priljubljenih knjig. Torej, veliko delam s temi knjigami za natančno opazovanje. Prvič se mi zdi to zelo primerna predopismenjevalna dejavnost, torej da nekako izuri otrok to opazovanje. Poleg tega pa vidim, da se ob takih knjigah, recimo take so tudi kartonke Rotra od Suzane Berner, te Živžav, poletni, jesenski in tako, potem ena knjiga V gozdu poljskega avtorja, to imajo strašno radi. In potem vidim, da se ob teh brez besedila, včasih za zelo malo besedila, da se razvijajo izjemno zanimivi dialogi, da otroci opazijo, jaz nisem vizualec, marsičesa ne vidim, otroci opazijo en kup stvari in sprašujejo tudi zelo zanimive stvari. To se pravi, literatura je zagotovo ena krasna medgeneracijska vez in to ne samo, če govorimo o projektu Medgeneracijsko branje, ki ga je Tilka Jamnik nekako zasnovala in pod bralno značko Slovenije odlično deluje, tam deluje ob knjigah, ki so primerni, tudi jaz sem to na šoli Levada imela, bralno skupino, v kateri so bili in učenci, in starši, in učitelji. In tukaj seveda zbiramo knjige, ki so primerne za 3. triletje. In vidimo, da so to odlične crossover. Mislim, da s iskanjem literature nihče ne more imeti težav, ker imamo res toliko dobrih stvari na voljo in so bili zelo, zelo zanimivi pogovori. To je ta klasični medgeneracijski projekt branja. Ampak medgeneracijsko branje je seveda tudi branje z vnukom, branje s sosedovim otrokom, to se pravi vse to, in tukaj je ta prenos in znanj in tega zelo, zelo velik.
Ja, ko ste prej omenili to crossover literaturo, sem se spomnila, večkrat omenite v zvezi s književnostjo tudi most. Ravno ta crossover literatura, pravite, je lahko most med otroci in starši, pravite pa tudi, da je lahko most med mladinsko literaturo in književnostjo in književnostjo za Točno odrasle. tako. In Ja. gradiv imamo dovolj. V knjižnicah so odlične knjige na zelo različne teme. To se pravi, če rečemo o čustvih, ne vem, zdaj leto duševnega zdravja in podobno, če rečemo priseljenci, karkoli, ljubezenski zapleti, ki vse generacije nekako potegnejo in se sprašujejo, kako bi to reševali. Ampak ravno to hočem poudariti, da ne gre medgeneracijsko samo takrat, ampak kar nekako ves čas je to medgeneracijsko, to, kar prenašamo znanja starejši na mlajše in otroci na nas. To se mi zdi pa tudi izjemno pomembno. V septembrskem Cicivanu imamo eno perfektno zgodbico, tudi tako res kratko, Slavka Pregla, in sicer o tem, kako je fant kaj je naučil dedka, Taras, ki dedku razlaga, da so na telefonu tudi računalniške igrice in da če bo dedek prebral, potem mu reče, ja, ampak ti moraš prebrati 3 strani v knjigi najprej, potem bom pa pokazal, katera igrica je. In tako. To se pravi, tudi ta prenos iz otrok na starejše je velik. In to je za starejše zelo dragoceno. Torej, za vse je pomembno, da ostanejo nekako v tem sodobnem svetu prisotni, da vidijo, kaj mlade zanima, kaj jih privlači, in to je ena izmed prednosti medgeneracijskega branja. Ja, in mislim, da ta drugi vidik, da tudi mlajša generacija lahko uči starejše včasih, oziroma praviloma prezrt, kar se mi zdi škoda. Ker je res ravno ta vzajemnost, mislim, da bi morala biti pri medgeneracijskem sodelovanju, branju, učenju najbolj poudarjena. Tako. To je smisel, ravno ta povezanost. Pa še v zvezi s starejšimi sem hotela nekaj drugega podeliti z vami, pa tudi z našimi poslušalci. Namreč v Kavnem krogu, pa od 70 do 97 je spet za mene krasna knjiga, ki ruši te tabuje, klišeje o življenju starejših ljudi v domu za starejše. Tam pri vas niso ne obstranci, ne na robu revščine, ampak so ljudje, ki sicer so stari, ki so lahko bolni, ki lahko celo umirajo, ampak imajo vseeno svoje življenje, svoje spomine, svoje znanje. To se mi zdi prva zelo vredna stvar. Potem pa še bolj, mislim, da sem v nekem intervjuju pa prebrala, da je ravnateljica srednje zdravstvene šole v Ljubljani to knjigo priporočala tudi svojim dijakom, kar se mi je pa nasploh zdelo zelo imenitno. Ja, to je knjiga, ki sem jo napisala, ko se je začel COVID. Nekako sem se usedla, jaz drugače kar razpršeno živim na razne konce, veliko stvari si želim narediti. Takrat sem se pa res nekako usedla in 7 let sem svojo mamo obiskovala v domu za starejše. In velikokrat sem sedela s temi ženskami. In sem ravno tako videla, kot sem najprej rekla, kako si otroci želijo, da bi bili slišani. Kako si v bistvu tudi najstniki, ki na nek način dajo vtis, da jih baš briga, a ga bomo prej vprašali ali ne, ampak si želijo nekega pogovora. Tako sem tudi tukaj opazila, kako njim paše, da lahko nekomu nekaj pripovedujejo, da si med sabo pripovedujejo. In lahko bi vpletla recimo druženja ob knjigah, ker smo se včasih tudi o knjigah pogovarjali, ker so bile bralke tudi. Lahko bi to vpletla, pa se nekako nisem odločila, sem se malo drugače, sem jih pa želela prikazati kot res žive osebe, tudi starostniki. Zdaj, o starizmu se vedno več govori in mislim, da je prav, da se o tem govori, ker tudi starostniki imajo svoje potrebe, želje,
zanima jih marsikaj in tako sem jih želela prikazati. In ko sem dobila povratne informacije, knjiga je tudi v srbščino prevedena in že ponatis je imela, kar se mi zdi super, ko sem povratne informacije dobila, mi je bila najbolj všeč ena, ki je rekla, ampak tele tvoje ženske so tako kot najstnice. Vse se skozi nekih jahljajo, vse sorte jih zanima in se reka, ja, seveda, lahko si to privoščijo, da so tako kot najstnice. Knjiga je napisana z malo večjimi tipom črk, tudi tukaj sem v bistvu upoštevala to, da bi bilo kot branje za tiste, ki že slabše vidijo, papir se ne blešči, to se mi je zdelo zelo pomembno, ne predolga vrstica, razmiki med vrsticami in tako. In potem me je veliko ljudi spraševalo, je reklo, kaj se je pa pol zgodilo z Ado? Kaj pa je bilo? A je še živa Nada? In podobno. In sem se odločila in sem se usedla in sem tako zelo v enem zamahu napisala od 7 do 97 in sem mislila, da bom pisala predvsem o njih, ampak se me je takrat strašno dotaknil dogodek tega fantka, ki je opisan v zgodbi 7 let, to se pravi tega Jana, tako da je majčkeno šla pozornost na drugo in mislim, da je prav, da je šla pozornost na drugo, da je šla v bistvu v šolo, ker sem pa želela zelo pokazati, kako je šola tudi pomembna, ta vloga šole kot tej mami, Maji, rejnici Maji, ko poskušajo pomagati pri Janu. In poskusila sem pokazati, kako samo učiteljica Andreja ne more vsega narediti. Kako ona more Jana ven poslati, ko vidi, da Jan ne zmore več. Prvošolček s čustvenimi težavami, prišel je v novo okolje. In kako so tam ljudje, tudi hišnik, in kako z enim sodelovanjem se da marsikaj narediti. In seveda izpostavila sem knjižničarja, kajti v knjižnici slišimo veliko zgodb in če včasih v knjižnici zadržimo katerega od teh otrok, ki pri pouku ne zmore, smo s tem naredili za tega otroka zelo veliko. Tako da ta knjižničar Marcel sem ga potem kar kot enega osrednjo osebo, odmaknila sem se od žensk v Kavnem krogu, čeprav zvemo še veliko o njih, ampak sem poskusila res in sem si tudi želela, da bi v šolah, ne vem koliko, tukaj pa nimam kakšnih povratnih velikih informacij, moram reči, na Kavni krog veliko, od 7 do 97, mogoče že naslov manj vabljiv, ne vem, pa ne toliko. Jaz sem si pa ravno želela, da bi v šolah v bistvu se o tem pogovarjali, kako neko sodelovanje, tako kot smo zdaj vse 3 dni poslušali o sodelovanju na področju deležnikov branja. In kako neko sodelovanje, ko je tudi hišnik pripravljen na pomoč priskočiti, pa knjižničar, pa svetovalna delavka, pa tako, kako to šele lahko obrodi sadove, da sama učiteljica, pa ne jo še tako hvalijo in povejo, dala sem ga k najboljši učiteljici, peli, boste plesali, ven, da smo, in tako, sama učiteljica ne more. In tako je tudi pri vseh teh, se mi zdi, bralnih dejavnostih, moramo imeti neko podporo. Recimo šolski knjižničarji, podporo tudi vodstva, podporo dela kolektiva. Ne bomo zdaj nekaj idealizirali in bomo rekli, v našem kolektivu pa vsi berejo. Ne berejo vsi. Ampak če nekateri berejo in če nekateri navdušeno prihajajo in rečejo, a si še kaj novega dobila, kaj pa tale, ta pisatelj še kaj napisal, tole si mi dobro dala, daj poglej. S tem se potem nekako ta volja krepi. In tudi do teh deprivilegiranih skupin. Breda Kočevar je včeraj dobro povedala tudi, da ona sama ni mogla do Romov, ampak ker je deloval ta center, se je potem ta pot odprla. To se pravi, z enim skupnim delom se lahko marsikaj na tem področju naredi. Ja, vsak mozaik nekaj šteje, ne? En človek nasploh lahko naredi zelo malo, če nima podpore. Ampak v Kavnem krogu je mene še nekaj drugega, ker sem bila pač pozorna na malo druge stvari, ko se pogovarjamo že ravno o pismenosti. Tam ste peljali tudi neke vrste digitalno pismenost, kot Cilka prinese tisti računalnik, pa se vsi čudijo.
tam je tisto smešno. Ampak pravzaprav zdaj sem začela razmišljati, za večino starejših ljudi pa selitev na digitalni svet pravzaprav ni niti malo smešna, ne. Če nimajo sredstev, če ne morejo slediti, če niso izobraženi, so pravzaprav v današnji družbi iz nje izločeni, v kolikor jim kdo ne pomaga. Ja, seveda. Digitalna pismenost je ena izmed pismenosti in zagotovo je tukaj ravno ta prenos znanja, ki smo rekli, od mlajših na starejše, izjemno pomemben. Torej, tudi starejši morajo nekje nekoga najti, soseda, mlajšega, ki jim nekatere stvari pomaga urejati. Jasno, da ne bodo vsi z laptopi prihajali v domove za starostnike, to je povsem jasno, ker tudi v domovih so me kar opozorili, me zanima ta tema, ampak so me opozorili, da so včasih imeli mnogo več starostnikov, ki so še večino stvari zmogli sami, da za zadnja leta pa več prihaja takih, ki se nekako zadnji trenutek odločijo, ko so že dementni, ko ne zmorejo več in podobno. Da včasih so pa bolj kot druženje. To se pravi, če govorimo o nekom, ki resnično se je že na nek način umaknil malo v en svoj svet in podobno, je ena zgodba. Če pa govorim o teh, ki sem jih jaz opisala in osebno spoznala, seveda ne s temi imeni in ne točno s temi zgodbami, ampak to pa so ženske, ki tudi pri 80-ih, 85-ih, jaz z eno gospo iz Nemčije sem si še pred leti, bila 92, sva si prek mailov pisali mirno. To se pravi, so ljudje, ki v visoki starosti tudi še sledijo tem, če imajo seveda prej nekoga, ki jim to vse inštalira, ampak to tudi jaz dostikrat rabim, da mi kdo kaj pokaže, pa kaj pripravi, pa priključi, pa tako. To se pravi, je težava, da se veliko stvari, od katerih je življenje vsakdanje odvisno, seli na splet in da nekateri za to niso usposobljeni, čeprav vemo, da so programi za izobraževanje odraslih, da za te, ki so mobilni in podobno, da recimo Simbioza, vem, da je imela veliko teh izobraževanj in ne samo, da bi mladi izobraževali starejše, vem, da je prijateljica, ko se je upokojila, je sodelovala, ker je obvladala računalnik, kot knjižničarka je kasneje sodelovala in izobraževala druge starejše. No, jaz imam pa drugačno izkušnjo, tudi takšno kot vi, da starejši ljudje tudi to zmorejo in se dopisujejo in to, ampak vseeno, jaz prihajam iz okolja, moji starši niso recimo izobraženi, akademsko izobraženi, jaz tudi prihajam iz delavske družine in recimo oni tega ne obvladajo in celo sorodstvo je pravzaprav tako, oni tega ne obvladajo in ta generacija recimo mojih stricev in tet, če ne bi imela pomoči, v glavnem bi bila svojih otrok, bi bila popolnoma odrezana od tega sveta. Ampak to hočem povedati, tako kot se na eni strani zelo skrbimo za otroke, pa za njihovo pismenost in opismenjevanje, je na drugi strani tudi ta populacija starejših, mogoče neizobraženih ljudi, ki pa je tudi zelo zaskrbljujoča, ker več ne more skrbeti za sebe, ker teh veščin ne obvlada. Absolutno se strinjam in tudi mislim, da je kar velik prepad nastal, da se prepadi nekako večajo med tistimi, ki so izobraženi, ki so celo življenje delali v nekih poklicih, kjer so potrebovali tudi ob zaključku delovne dobe morda še kakšno računalniško znanje in podobno. In so to ljudje, ki recimo obiskujejo bralne klube po knjižnicah, vemo, da je veliko v knjižnicah tudi programov, ne samo za družine, ampak posebej za starejše, ki hodijo na kino predstave, recimo, jaz vodim v Radovljici en program Kino in kava, odlično obiskan dopoldanski program, to se pravi za starejše, po ogledu filma se usedemo, dobimo kavico, piškotke in se pogovarjamo. Krasna stvar, ampak seveda, to se ga udeleži določena populacija. Tukaj imate prav, velike razlike nastajajo v družbi, tem, ki lahko sledijo
tem spodbudam, recimo, da bi rekli tudi za bralno pismenost in tem, ki ostajajo zadaj. Ja, zelo velike in to je zaskrbljujoče in mislim, da bi o tem morali začeti tudi govoriti ali vsaj razmišljati. Morda na način, kot smo ga že pri družinah, ki so deprivilegirane in ki ne prihajajo recimo v knjižnico in podobno, in smo rekli, če oni ne pridejo, moramo biti mi tisti, ki se jim pridružimo v nekem okolju, kjer jih bomo srečali, ker nas bodo spoznali, ker bodo dobili eno zaupanje in bodo potem lažje prestopili recimo tudi ta prag knjižnice. Mogoče na ta način neke programe za starejše, prav za te, za katere vemo, da niso vključeni v to bogato ponudbo. Ker vemo, da knjižnice imajo izjemno bogato ponudbo. In družinske ure pravljic, ustvarjalnice, to se mi je zdelo recimo tudi pomembno v teh dneh, kako smo poslušali, da ni samo dovolj, da je ura pravljic, da je potem še eno ustvarjanje, še nek pogovor, da še nekam v Kranju so šli tudi okoli. To so vse take dragocene stvari. Ampak recimo, če so oni pridobili dedke, babice, so zagotovo pridobili tiste, ki itak sledijo stvarem. Mi pa, da bi iskali tiste, ki ne sledijo, ki temu ne vejo niti. Ki se ne čutijo niti zaželeni v okoljih in zato niti blizu ne pridejo. Tako. Če se nekje ne čutimo varne, ne bomo hodili blizu. Ja. Zdaj bi pa še nekaj drugega, še eno drugo vrsto pismenosti sem opazila pri vas. Namreč v spremnih besedah, pa tudi strokovnih prispevkih velikokrat opozarjate na pomen ilustracij. To sicer seveda lahko tudi razumemo kot pomagalo pri začetnem branju, kot pri stripih pa slikopisih, ampak sem potem razmišljala, sem to misel razvijala še naprej in se mi je zdelo, da lahko je torej tudi na ta, bi rekla, klasičen način. Lahko pa si mislimo tudi, da je ta pomen vizualne pismenosti pravzaprav povezan s sodobnimi mediji, kjer vedno bolj likovno prehaja v sporočila, kjer postaja vedno bolj pomembna obvladovanje tudi multimodalne ali večrazsežnostne pismenosti, ker namreč ne moremo več ločevati tradicionalnih in sodobnih medijev, ampak vsi nekako prehajamo in se moramo učiti. Ja, ilustracija je izjemno pomembna in zelo sem vesela, da so stripi v zadnjih letih dobili drugačno veljavo, kot so bili v času mojega odraščanja, čeprav jaz nisem neka velika bralka stripov, zanimivo, ne? Ampak vseeno se mi zdi to tako zelo pomembno, da se zavedamo, da tudi besedilo, ki ga jaz napišem, je včasih kar na nek način, mogoče se mi zdi prazno, dokler ga ne vidim natisnjenega z dobro ilustracijo. Z ilustracijo, ki še nekaj doda. To je tako zelo pomembno in recimo, ko jaz govorim o Cicibanu, zakaj se mi zdi pomembno za otroka listanje Cicibana? Zato, ker so tukaj odlični slovenski ilustratorji in slovensko ilustracijo se lahko hvalimo do neba, krasno, da bo zdaj predstavljena in v Frankfurtu in v Bologni, ker imamo res dobre. In jaz pravim, da je to za otroka kot sprehod po galeriji. In zelo mi je tudi všeč, da so se v zadnjem letu uveljavile tudi slikanice brez besedila. In sem bila kar razočarana, ko sem od znanca, od otroka slišala, da je želel tako slikanico predstaviti v šoli za bralno značko in da to seveda, čeprav je bil drugi razred, da ni šlo skozi. Ampak jaz mislim, da je morda šola, kjer niso še toliko se o tem izobraževali in da zagotovo je tudi to branje slikanic brez besedila izjemno pomembno. Seveda smo od vsepovsod bombardirani z vizualnimi podobami, to je tudi dejstvo, in zato je mogoče še toliko bolj pomembno, da otroke usmerjamo, kako brati slike, kako jih gledati, kaj je v besedilu, kaj je pa dodanega,
v slikah, tako da ilustracija tudi pri delih za odrasle so mi blizu kakšni grafični romani, kakšni stripi, ki se zdaj tudi v poučnih delih, recimo Reformatorji v stripu, so tudi zaradi Rasten s knjigo prišli do številnih bralcev in to je en tak pomemben razvoj. Ja, mogoče zdaj samo omenim, ko ste omenjali ilustratorje, tudi teden dni nazaj je šla knjiga Tatjane Pregl-Kobe, Slovenska knjižna ilustracija 1 pri založbi Buča in v sodelovanju z revijo Otrok in knjiga. Ja. Potem pa glede stripov samo želim podeliti. Jaz tudi mislim, in sem zelo vesela, da so en velik razmah stripov je in vedno manj naletim na to mnenje, da stripi pa so nekaj slabega, hvala Bogu. Ampak zadnjič sem bila na nekem srečanju s knjižničarkami in smo ugotovile, da vse stripe beremo slabo. Namreč meni je stripe izjemno težko brati, ker ne zmorem slediti ilustraciji pa besedilu hkrati, preveč dela imam in se zgubljam recimo. Ampak smo ugotavljali, da vse približno da knjižničarke nismo usposobljene. Se strinjam, se strinjam. Tako. Ja, no naslednja pa je ta izkušnja s slikanicami brez besedil. Saj ste že prej omenjali tudi tisto Bener, Poletni dan, pa to tudi starejši otroki, tako Deček in knjiga, Val, pa vse je vsi polno, Sidro, tudi. Sidro. Val je lepa, čudovita. Ja, Val je čudovita, ja. Otroci imajo te slikanice izjemno radi. Hočem reči, tudi starejši otroci. Jaz sem delala ne vem, če ne mogoče celo enkrat sedmošolci, ne samo to, tudi to sem jim predstavila in so bili zelo očarani in so si kar neke zgodbe začeli delati. Tako da te slikanice brez besedil imajo veliko vrednost in mi je žal za izkušnjo tega fanta, o katerem govorite. Ena prvih je bila Maljetijeva, ta Maruška Potepuška, ki je res vrhunska. Potem pa dolgo se mi zdi, da nič, ali pa jaz nisem poznala, in ko je prišla Sidro od Damjana Stepančiča, sem jaz pri pouku v Banja Luki uporabila in sicer sem jo dala v bralni nahrbtnik, ki je krožil od otroka do otroka in zraven je bil zvezek in na to temo Sidra so potem oni tudi zapisovali. Takrat sem sicer opazila, da če otrok nima znanja jezika dovolj razvitega, da pri slikanicah brez besedila, brez pomoči odraslega seveda, imeli so to doma, ne moramo govoriti o tem, da smo se ob tem učili slovenščino. Ker so imeli otroci težave, seveda z zapisom, in ko je meni, takoj nisem pomislila, ko sem to opazila, sem rekla, da lahko napišejo kar v svojem jeziku, v srbščini, in da bomo mi to skupaj prevedli, ker tudi na prevajanju smo veliko delali, da bi to se izurili, kaj je delo prevajalca in kako. In potem je to čudovito steklo in so bile odlične domišljijske zgodbe, res vrhunske, ampak seveda, da bi pa pisali o slovenščini, pa rabimo neko osnovo besed, neke stavke, ki jih potem lahko mi v svoji zgodbi pa malo preoblikujemo. Ampak zelo, zelo hvaležna gradiva, recimo knjiga Doma, ta madžarska, perfektna brez besedila, čudovito opisana čustva dečka, ki mora zapustiti svojo hišo. Zato smo toliko tudi delali na to temo, kako se počutiš, ko odhajaš od nekod, kjer ti je res lepo. Ja, kaj pa mislite, prej smo že omenili sodobni mediji, različni mediji, prehajanje med mediji. Ali mislite, da sebe, pa tudi svoje otroke, učimo dovolj o tem, kdaj jih uporabljajo, v kakšen namen jih uporabljamo, ali si prevečkrat postavimo na neko stališče odraslega in želimo beri knjige, telefona pa recimo ne. Mislim, da gremo včasih preveč v tej smeri, ker digitalni
sodobni, kakorkoli bi pač imenovala, svet, to je dejstvo in naučiti se bomo mogli živeti s tem in tudi pravilno uporabljati. Tudi tu se... Tudi jaz mislim, da imamo tukaj še ogromno dela. Morda mladi starši bodo tukaj lažje nekako presodili, moja generacija težje, ampak zelo, zelo pomembno je, da ponudimo mladim tudi kakovostne vsebine na spletu in jih predvsem tudi usmerjamo, kdaj kam pogledati. Ne? Ker vemo, da branje je drugačno iz spleta ali iz klasičnih knjig. Veliko je tudi raziskav o tem, to se da vse nekako tudi otrokom predstaviti, ampak ponuditi jim tudi zanimive stvari na spletu, zagotovo. Mislim pa, da tukaj nisem nekako prava generacija, premalo močna na tem področju, da bi tukaj znala povedati, ampak ne bojim se pa za to, da bi rekli, aha, zdaj pa knjige ne bo več. Jaz sem si prav pripravila en zapis Kristine Brenkove, ker se mi zdi fino, da ga podelim, zdaj 70 let Čebelice. Pred 20 leti je bilo 50 let zbirke Čebelica in takrat sem si prav pripravila, kaj Kristina Brenkova zapisala. Danes je marsikaj drugače, a še vedno verjamemo v moč prave, dobre besede in trdno vemo, da knjiga ne bo umrla, dokler bodo živeli ljudje. Vsemu navkljub. To se pravi, pred 20 leti je že bilo marsikaj drugače. Ne? In ne vem, koliko let nazaj so že govorili, zdaj bo pa televizija, nihče več ne bo bral in podobno. Ampak ni čisto tako, bolj pomembno je sprašati se, kdaj bom posegel po spletu, kdaj po knjigi in pa nekako tudi ohranjati neko, še mi zdi skoraj večje vprašanje tukaj, ohranjanje neke pozornosti za poglobljeno branje. Mogoče, da tukaj vidim tudi pri sebi, da več spleta pomeni manj pozornosti za poglobljeno branje. Mogoče. Ker tam bolj klikam, iščem in podobno, potem ob knjigi, ko naj me ne bi nič motilo, recimo bi se res poglobila v svet, mogoče, da je tukaj nekaj, no. Ampak sigurno splet je dejstvo, in ponuditi kakovostne vsebine in usmerjati in se o tem pogovarjati. Ja, jaz se tudi s tem zelo strinjam in verjetno je res jedro težav v pozornosti. Vem, bi tudi po svojih izkušnjah bi tudi to trdila. Sam nekaj bi še rada dodala, ko ste omenili 70. obletnico Čebelice, samo povem, da v jesenski številki revije Otrok in knjiga bo krasen zapis, objavljen krasen zapis, ki ga je napisala Irena Matko Lukan, urednica Čebelice, in mislim, da je tudi dodala ta citat Kristine Brenkove, če se prav spomnim. Ja, sigurno. Ja, zdaj pa še samo nekaj razmišljam. Ves čas poudarjamo, bralna pismenost je osnova vseh drugih pismenosti, seveda je, ampak ali se tudi dovolj zavedamo ali postaja pa mogoče je resna konkurenca tudi multimodalna pismenost ali večrazsežnostna pismenost. Razmišljam o tem v današnjem svetu ob vseh teh medijih, ki jih moramo obvladati in poznati. Zagotovo. Ampak še vedno jaz mislim, da bralna pismenost je osnova. Moje mnenje je še vedno to, za kakorkoli in tudi, ko grem po kakšnih razredih, po šolah, nekako zelo tako preprosto vprašanje zastavam, recimo, da so to petošolci, da se mi že zdi za eno tako temo. A vi veliko berete? In potem je sigurno kdo, ki reče, ne bomo in tako. In rečem, ampak jaz pa mislim, da ti vseeno veliko bereš. A te zanima šport? A si pogledal športne rezultate? A te zanima, ne vem, nekaj drugega in podobno? In potem tudi napeljem na to, a je tukaj kdo dober matematik? Ja, mi smo dobri matematiki. A bi vi lahko reševali matematične besedilne naloge
če ne bi bili tudi dobri bralci. Ne tako, v bistvu s takimi zelo, zelo preprostimi stvarmi, seveda pa tudi pri matematičnih nalogah. Imamo grafe zraven, moramo znati brati, še marsikaj drugega, nisem matematik, da bi zdaj uporabljala besede, ampak tako. To se pravi, jaz si predstavljam, da je bralna pismenost neka osnova, ampak da, ne znam zaključiti stavka. To je verjetno druga resna konkurenca. Mislim, mnogo več je pojem, mislim, da se tudi pojem, ne se pojem pismenost, kako zelo se spreminja. Se to ni ves čas en pojem. No, se to pa je tudi res, ne? Definicija bralne pismenosti se ves čas spreminja. Tako. In to, kar je pred, 30 leti pomenilo biti pismen, je danes pravzaprav nepismen, ne? Ni več te bipolarnosti pismen ali nepismen, ampak še veliko odtenkov med tem, Čeprav na kakšnih srečanjih z učenci, jaz tudi rada poudarim, koliko let je od tega, kar je Marija Terezija obvezno šolanje uvedla, in da ga je uvedla zato, da bi znali brati pa računati. In to je še vedno, to je to. Ampak kaj vse je v teh letih, kakšna količina informacij, koliko vse je, kako se je spreminjal pojem pismenosti in se še spreminja in se bo spreminjal. To je dejstvo in to je dobro seveda, ker razvoj je in multimodalna pismenost je. To je beseda, o kateri zadnjih nekaj let že veliko govorimo. Ja, vedno več in vedno pomembnejša postaja. Drugače pa, ko ste rekli, da so v skupini vedno otroci, ki nič ne berejo, jaz imam tudi takšne izkušnje, potem pa ravno s temi podvprašanji se pravzaprav ugotovi, da mogoče ne berejo tako zelo malo, ali pa tudi večkrat sem tisti citat uporabljal, mogoče še pa nisi našel prave knjige, to pa jih je že zelo zanimalo. Tako, ker ga potem vprašaš, kaj pa, ali pa tudi potem je vedno fino, da njegova močna področja tudi poudaraš. A se s kakšnim športom ukvarjaš? Nogomet. No, bravo, nogometaš, si kaj prebral še o nogometu, v kakšnem nogometaču in podobno. To zaradi, da se marsikaj se da narediti, ne naenkrat, ne ena oseba sama, ampak v neki kombinaciji, sodelovanju, s počasnimi koraki. In nikoli ne moramo vedeti, tukaj ni receptov, da bi nekdo te vprašal, kaj pa naj temu otroku dam. Ne, mi smo tisti, ki ga opazujemo, ki razmišljamo, kakšna oblika dela bi bila za njega zanimiva. Ali pa za družine, no. Recimo zdaj se veliko, meni je blizu to, ko se veliko teh pripovedovalskih izletov, sem videla tudi Mariborska knjižnica, sledim nekaterim spletnim stranim knjižnic, ker me to zanima in se mi zdijo programi izjemno bogati, res odlični programi. In sem videla tudi Mariborska knjižnica je imela en sprehod z naravoslovjem povezano in podobno. Mi smo imeli tukaj v Radovljici, je Silva Kos vodila do enega gradu družine in je bil obisk. To se mi zdi spet neka oblika, ki se lahko neki družini približaš, nekemu otroku, ki ne bere, pa mu vzbudiš zanimanje, kaj je že pri tem gradu, kaj je že povedala, a je ta pravljica tudi v knjigi, a jo bom še enkrat prebral in podobno. V svojih prispevkih večkrat omenjate dobro počutje otrok, namreč negativna čustva zavirajo učenje, knjižnica mora biti odprt prostor, branje kot prijetno doživetje. In razmišljam, ko že govorimo o vseh teh pismenosti, pa o družinski pismenosti, da je pravzaprav jedro družinske pismenosti in medgeneracijskega sodelovanja pravzaprav občutek pripadnosti in povezava med družinskimi člani. Točno to. Če otrok že, zato pa recimo to vprašanje, ki ga včasih starši recimo zastavijo, kdaj pa naj otroku začnem brati? Kako kdaj? Takoj. Pa ni treba, da bereš, lahko mu poješ, pripoveduješ, kar mu verjetno. In tukaj je ta stik majhnega otroka, dojenčka, novorojenčka lahko, in stik tistega, ki ga drži, in zven glasu tistega. In en občutek varnosti. To je tako zelo pomembno, da to potem neseš lahko kasneje naprej. Zdaj se mi je zdelo zanimivo,
Mogoče je fajn, da omeniva še dve knjigi na to temo nekako družinske pismenosti. To sta Beremo skupaj, ki je že kar 20 let, odkar je pri Mladinski knjigi izšla, več avtorjev, in potem Skupno branje odraslih in otrok, Ljubica Marjanovič Umek, ker veliko o tem piše. Se pa tretja knjiga pripravlja, ki jo zdaj berem, Mohorjeva Celje jo bo izdala, in sicer je ene italijanske avtorice Paola Zanini, psihologinja, psihoterapevtka, in je naslov Skupno branje gradi zaupanje. In je fajn napisano, berem jo zato, ker dajem slovenske te vzporednice na določene knjige, in je zanimivo, da je tukaj zadaj, so narisani položaji, kako lahko starši držijo otroka v naročju, ko mu berajo in podobno. In tukaj smo zdaj sigurno zbrani taki, ki radi beremo, ki radi poslušajo in podobno, in nam je to mogoče na nek način malce tuje. In pomislil, čakaj, a rabiš zdaj imeti. Ampak lahko si zlahka predstavljam, da je enemu mlademu staršu, ki to prebere in ki sliši, kako je pomembno, da je otrok v objemu in da skupaj gledata slikice in da je to dialoško branje, ko ni treba, da starš prebere od prve do zadnje strani ampak da se lahko vmes pogovarjata in podobno. Je to mogoče enemu mlademu staršu eno lepo sporočilo, da on tega ni doživel v otroštvu, pa mu je zdaj, saj se bo dalo, saj bom in podobno. Tako da to razširjanje teh spoznanj, kaj lahko branje da, prav na področju grajenja medsebojnih odnosov v družini, to se mi zdi zelo, zelo bistveno. In z užitkom sem poslušala tega fanta, Kristjan Weber, ki je pripovedoval o tem celjskem programu Polet s knjigo in je omenil zdravstvene domove. Tukaj se mi zdi, da imamo še veliko rezerv, da bi bili zdravniki tisti, ki bi staršem na prvih sistematskih pregledih nekako tudi to dali vedeti. Pa ne samo branje knjig, se v bistvu pismenost, saj sami vemo, je tako zelo široka, da pismenost v družini poteka, ne vem, ko se odločamo, na katero predstavo bomo šli, pa na kateri izlet bomo šli, pa ko na zemljevid gledamo, pa nakupe opravljamo, pa v trgovini, pa na cesti prometne znake. Pismenost je vse to, ne? Ampak prav to povezava, en tak trikotnik, mlad starš, otrok, knjiga, da jo vzamejo v roke, da jo prelistejo, da to ni nekaj zelo posebnega, da lahko samo eno slikico gledajo, da se ob tisti slikici malo pogovarjajo in nek stik vzpostavijo. Ja, in zdaj razmišljam, književnost je stvar predvsem čustvovanja, družinska pismenost je stvar čustvovanja, v jedru obeh je jezik, ki pa je pravzaprav tudi stvar čustvovanja. Tako. Nekje ste lepo misel napisali, jezik ni samo učenje slovničnih pravil, ampak ima vlogo v mišljenju, socializaciji, je temelj kulture, posameznikove identitete, brez jezika ne more posameznik sploh funkcionirati v družbi. Se pravi, tudi mogoče smo premalo na tem posvetovanju govorili o pomenu jezika in tudi večjezičnosti. Se je bilo omenjeno, ne, tudi pri teh delu z romskimi otroki je bilo omenjeno, seveda, in kadarkoli govorimo o razvoju bralne pismenosti, seveda govorimo tudi o tem, kako to, da je otrok v stiku že v predšolskem obdobju z bralnimi gradivi, kako to pomembno vpliva na njegov govor, in raziskave kažejo, da je ravno govor tako zelo pomemben potem tudi ob šolanju, ne. In dobro vemo, da bogato besedišče je temelj, če hočemo začeti brati, ker če se ob tem tehniki branja, če se ob besedah zaustavljamo tudi zato, ker jih ne poznamo, ker jih prvič vidimo, je potem to še toliko težje usvojiti branje. Je pa mogoče, ker so res, čustva so zagotovo, književnost nas nagovarja človeka kot celoto, ne.
tako čustva, misli, usmerja nas na različna polja, ampak tukaj pa zdaj pa še prav, da kljub samo poudarjava, meni se zdi zelo dobro, da je v letošnjem nacionalnem mesecu skupnega branja poudarek tudi na branju poučnih besedil. Tukaj bi spet recimo apelirala na te, ki z učenci govorijo za bralno značko o knjigah, da tudi, ko učenec prinese poučno knjigo, odlično, dajmo se pogovarjati o tem. To se pravi, pismenost je poleg tega, da pri jeziku govoriva o čustvih, je vendar neka zelo, zelo praktična stvar, ki jo potrebujemo za zelo vsakdanje praktične stvari. Ja, In to je tisti temelj. Ja, mislim, če bi to malo bolj poudarjali, da jezik ni samo bralna kultura, ampak preživetje. Preživetje pravzaprav vsakdanjega življenja v sodobni družbi, bi mogoče se bolj zavedali, kako zelo pomemben je, ne? Kako zelo pomembna je pismenost. Tako da mislim, da je to zdaj zelo dobro, da sva omenili, da vendar ne bo izgledalo, da je vse samo neka literatura, čustva, povezava naša. Ne, zelo, zelo bistvena stvar za preživetje. Tako. Ja. Mogoče še samo, jaz mislim, da so že čisto pri koncu, ampak vseeno še imam, še bi vas rada vprašala, zelo me muči, da se opismenjevanje se mi zdi vedno bolj prelaga na ramena staršev. Tudi tistih staršev, ki ne zmorejo, ne znajo. Zakaj šolski sistem slovenski tega ne more zagotoviti, se pravi opismenjevanje v celoti, v primerjavi s finskim, ki pa to je pri tem malo bolj uspešnejši? Kakšen je vaš odgovor na to? Ja, so zelo različne izkušnje od različnih ljudi. Na Livadi, bom tako odgovorila, na Livadi, osnovna šola Livada, si učiteljice prvega triletja ne morejo privoščiti, sploh ne, da bi razmišljale, da bodo to opravili starši. In učiteljice drugega triletja ne razmišljajo o tem, da bodo dajale za doma neke strašne plakate in ne vem kaj, ker vedo, da ti otroci nimajo dostopa do vsega tega, kar ima na sosednji šoli, recimo, ne vem, Murgle, se bom zmislila. Ja, to se pravi, zagotovo šole so dobre, šolski sistem se jaz zelo trudim, da bi se ohranil dober šolski sistem, čim boljši, in v vsaki šoli imamo odlične pedagoge, hkrati pa vedno najdemo tudi primere, ko nekako ni tega občutka. Zato mislim, da gre zelo za občutek, kaj otrok zmore, koliko domače naloge naj ima res za doma, ne za tisto. Ali znamo diferencirati stvari, ali je dovolj učiteljev, da nekdo učenca ali pa knjižničar tudi včasih vzame iz skupine in z njim, čeprav nima odločbe, pa vemo, da je veliko otrok z odločbami, pa z njim še malo posebej dela. Pa da reče, ne bomo nekomu, ki vemo, da ima težave s pisavo, spušča črke, težko, ne bomo rekli, ti zdaj doma tole vse prepiši. Ker s tem tudi ne bomo ničesar dosegli, ampak samo odpor. To se pravi, mislim, da gre predvsem za občutek, in da mogoče celo, zdaj nisem strokovnjakinja, da mogoče celo te zgodbe o prebremenitvah, ki so prisotne, da celo prej pridejo v javnost, kot pa tisto delo učiteljev, kjer učitelj načrtuje tako, da resnično večino stvari opravi v šoli, ker vemo, da je popoldanski čas izjemno dragocen, za nekatere otroke seveda tudi zaradi hoje po kakšnih dejavnostih, pa glasbena, pa šport, ampak dragocen je zato, ker je zelo, zelo pomembno, da bi se čim več gibali.
Jaz se tako in tako zavzemam, nekako tako za en tak splošen receptek, da rečem, v šole čim več umetnosti, ker ob umetnosti se odpiramo, spoznajamo širši, nekaj spoznavamo in v šole čim več gibanja. In če učiteljica nekako načrtuje to delo tako, da za doma ne ostane preveč, da to spet ni naloga staršev, se mi zdi odlično in mislim, da je to nekako naj bi bilo, seveda pa slišimo zgodbe tudi drugačne, kjer otroci res so tisti, ki nimajo staršev, ki bi sedeli zraven njih, so v slabšem položaju. Slišimo tudi take, kako najema inštrukcije, marsikaj se pa sliši. Ne vem pa, če je kakšna raziskava narejena, da bi lahko resnično rekli, taka pa taka obremenitev je, toliko je naredila šola, tako pa. Zagotavljam lahko za okolje Livada, da je to izjemno premišljeno delo v šoli. Ja. Ja, jaz imam izkušnje, da so posamezni učitelji ali knjižničarji, splošni ali šolski, lahko izjemno požrtvovalni in izjemno veliko naredijo za zmanjšanje tega primanjkljaja. Ampak si iz tega sklepam, se poznam pa tudi ne, da je v sistemu verjetno neka napaka in da se ta razkorak, o katerem smo že prej govorili, med otroki, za katere starši skrbijo in ne, zopet strahotno razkorak je, strahotno se povečuje in tega me je strah, to me zelo skrbi. Povečuje, tako. Ja, to tudi tuje raziskave kažejo, da otroci, ki pridejo s primanjkljaji, da teh primanjkljaji velikokrat se v šola ne vpliva, da bi jih odpravila, ampak se z leti še povečujejo. Mogoče je eden od odgovorov tudi v eni od teh raziskav, ko smo prvi dan poslušali, kako učiteljeva socialno-čustvena opora je bila pomembna kot faktor in druga stvar, zanimanje staršev, opora staršev je bila pomembna. Tako, to smo jasno slišali v raziskavi. Ja, mislim, da še imamo vprašanje. Ja, če lahko zmotim. Imamo vprašanje gospe Anice Benedičič. Sprašuje, kakšne izkušnje imate s kartonkami, zvočnimi knjigami, malčicami in knjigami za lutko pri prvošolcih in šibkejših bralcih. Pri nas so jih lepo sprejeli in jih radi prebirajo. Ja, pri zvočnih knjigah ne vem, ali gospa misli samo zvočnice, torej da samo poslušajo ali neka kombinacija, ampak mogoče bi se ravno, seveda, kartonke absolutno sodijo še v prvo triletje in ravno tako, kot sva prej z Andrejo ugotavljali, da marsikateri še 10-letnik, 11-letnik z veseljem sedi pri kakšnih kartonkah in kaj prebira oziroma opazuje ilustracije. Bi pa povedala primer teh zvočnih knjig, recimo v obdobju covida, ko smo imeli z banjaluškimi otroki pouk na daljavo, nikoli ni bilo dovolj, da sem jaz samo poslala nek posnetek, ker bi se otrok ob tem izgubil. To se pravi, gledam vedno, da je in besedilo in zvočni posnetek. Ravno za te priseljence, ne vem, da imam Anico novoletno, da imam CD, to se pravi, da si sposodi in knjigo, ki jo bere, in CD, ki ga posluša, in je to odlično, ker lahko, govorim zdaj o otroku, ki ne pozna dobro slovenščine, in lahko to zelo pogosto posluša. To se mi je pa izkazalo kot zelo dobro in dostikrat sem bila presenečena pri kakšnih besedah, ko smo nekaj brali in sem rekla, te besede pa vi ne poznate, tega pa mi še nismo obravnavali. In so me začudeno pogledali in so rekli, kako da ne, saj smo poslušali, in so povedali recimo en cel stavek iz kakšnega besedila,
ki smo ga poslušali. Tako da sigurno to vpliva. Omenjene so bile tudi knjige, ki imajo priloženo lutko. Tukaj je tudi seveda izjemno dragoceno to, da imamo recimo te možnosti. Sploh bi za primer povedala recimo Piki Jakob ali pa Muca Copatarica ali pa Maček Muri. To so eni taki trije slovenski klasični liki, ki jih otroci slovenski spoznajo že v predšolskem obdobju. In zdaj si predstavljajte priseljenca, ki pride v 1., 2., 3. razred, v predšolskem obdobju pa ni živel v Sloveniji. In mi pri pouku kot samoumevno rečemo, tako kot je Muca Copatarica in tako naprej, recimo. In seveda vsi otroci, razen tega priseljenca, vedo, o čem govorimo. Tako da tele recimo pri dodatni strokovni pomoči, pri teh urah slovenščine, se mi zdi izredno dobro gradivo za mlajše učence tudi to, da lahko kombiniramo z lutko, pa sestavljanka je, pa kocke so, pa Murijeva nasprotja, Muri šteje in tako naprej. To se pravi, da te priljubljene otroške like približamo otrokom tudi prek tega. Za vrtce pa seveda sploh, ampak tudi za šole je še dragoceno. Ja. Upam, da sem odgovorila. Očitno ja. Gospa Barbara, jaz bi z vami še klepetala dolgo časa in sem zelo vesela, da sem dobila priložnost, ampak mislim, da je ura že taka, da bi ta pogovor morali zaključiti, če ni več nobenih vprašanj in kolikor vidim, jih ni. Tako da se vam zahvaljujem za ta razgovor, za vse nasvete, za vse razmisleke, za debato, ki sem jo lahko imela z vami. Prepričana sem, da so tudi najini poslušalci, najine priče tega pogovora uživali in kaj pridobili, mogoče tudi kaj razmislili. Tako da se vam zahvaljujem, da ste bili naša gostja. Zahvaljujem tudi, da ste spremljali naš posvet in ga pohvalili. Nam zelo veliko pomeni. Tako da najlepša hvala v glavnem. Tudi vam hvala, res dober posvet je bil in upam, da smo ga zaključili tudi tako, da bodo imeli poslušalci občutek, da lahko naprej delajo. Zagotovo je bil najin cilj, da še veselje do dela in občutek, da se marsikaj da. Ja, najlepša hvala. Jaz se pa tudi zahvaljujem vsem poslušalcem, ki ste nas in obiskovalcem tega posveta, ki ste nam sledili vse 4 dni ali pa tudi posamezno predavanje. Vem, da je bilo zelo naporno in ni bilo enostavno, ampak upam, da je bilo predavanje zanimivo, da vam bo posvet zanimiv, da vam bo koristil pri svojem delu. V glavnem, najlepša hvala za pozornost in nasvidenje.